Točnega datuma nastanka solin na Istrskem polotoku ne poznamo. Zagotovo pa obstajajo od pozne antike naprej. Da je bilo na tem območju veliko solin, priča listina iz leta 804, ki so jo spisali poslanci Karla Velikega na Rižanskem zboru. Kljub številnim solnim poljem se je organizirano pridobivanje soli razvijalo počasi in soline so se počasi le povezale. Tako naj bi nastale tudi piranske soline, čeprav točnega datuma nastanka ne poznamo. Zagotovo pa so piranske soline obstajale leta 1271, kar priča najstarejši ohranjen dokument, v katerem so prvikrat omenjene. Za razvoj solin so bile pomembne trgovske pogodbe, ki so jih istrske komune v 10. stoletju sklepale z Beneško republiko. Z njimi so se mesta zavezala k obvezni prodaji soli Beneški republiki. Benečani so hitro prepoznali gospodarski pomen soli, zato so želeli imeti popoln monopol nad njenim pridelovanjem in trgovanjem. V želji za prevlado so načrtno uničevali soline na zahodnem delu Sredozemlja, medtem ko so solinarskim mestom severnega Jadrana dodelile poseben status ter celo neko vrsto neodvisnosti. Sol v tistih časih ni bila le začimba. Že takrat so vedeli, da je odličen konzervans, ki podaljša obstojnost in ohranja svežino živil. Pogosto so jo uporabljali namesto denarja, ponekod pa so z njo kupovali sužnje. Piranska sol je pridobila na vrednosti konec 14. stoletja, ko so paški mojstri uvedli novo tehnologijo. Poslej je pridelava temeljila na petoli, posebni sedimentni plasti iz alg, sadre in solinskega blata, ki je omogočila pridobivanje bolj cenjene bele in čiste soli brez primesi. Trgovina s soljo je bila ves čas strogo nadzorovana s solnimi pogodbami, mercata del sali, ki so urejale vse dejavnosti v povezavi s soljo. V Piranskem arhivu hranijo najstarejšo tovrstno pogodbo iz leta 1375. V novem valu rušenja solin v drugi polovici 15. stoletja je bilo veliko solin v Sredozemlju uničenih, toda piranske so ostale nedotaknjene. Prihodki so se povečali in Pirančani so jih porabili za vzdrževanje solin in za razvoj mesta. S propadom Beneške republike leta 1797 piranske soline preidejo pod avstrijsko monarhijo. Zaradi večjega tržišča se občutno poveča število kristalizacijskih bazenov, Piran pa doživi razcvet. V prvem desetletju 20. stoletja Avstro-Ogrska monarhija uvede diferenciacijo dela. Tradicionalno družinsko pridelavo zamenja industrijsko pridobivanje soli z manjšim številom delavcev. Sistem je tako uspešen, da je v uporabi še danes. Po vmesni italijanski upravi in sprva kot del svobodnega tržaškega ozemlja, nato pa Jugoslavije, piranske soline nadaljujejo s pridelavo. A kljub rekordni letini leta 1957, ko pridelajo 40 000 ton soli, piranska sol izgublja bitko s kameno soljo, nato pa še s ceneno soljo iz Afrike. Toda solinarstvo kljub vsemu ostaja ključen dejavnik razvoja Pirana tudi danes, ko sodobni potrošnik znova odkriva prednosti kakovostne in zdrave morske soli.